Profesorica doktorica Andreja Avsec. Je izredna profesorica na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. In v svojem raziskovalnem delu se ukvarja z področji psihologije osebnosti, psihologije spola, s pozitivno psihologijo in tudi z emocionalno inteligentnostjo. Zdaj pa kar predajam besedo vam. Lepo pozdravljeni. Sam trenutek, da jaz pripravim prezentacijo. Bo? Okej. Hvala lepa za povabilo. Povabilo, ki je se zgodilo že v davnih časih pred korono. Takrat je bil nekdo precej dalekoviden, da je predvidel točno tako temo, ki je primerna za današnji čas. Čeprav moram reči, ste me prosili, da naj kaj povem o odnosu posameznika do sebe, sem si mislila, kako zdaj. Tema je Človek ni otok, jaz bom pa govorila o tem, kako se človek sam s sabo pogovarja, kakšen ima odnos, kako se maltretira, no, ampak to je pač reakcija prvi trenutek. Jasno je, tako kot je zdaj že Sana govorila o tem, kako zelo v bistvu posameznikov odnos do sebe določajo zgodnji odnosi, tudi sicer pa pač te odnosi določajo, kaj si mi mislimo o sebi. In seveda nazaj potem, kaj si mi mislimo o sebi in kako razmišljamo o sebi, določa, kako se obnašamo do drugih. Torej, moja tema danes bo, kakšen odnos imamo do sebe, pri čemer je treba pač za izhodišče najprej vzeti to, da v bistvu posameznik je sploh sposoben sebe vzeti kot objekt opazovanja. Skratka, da lahko razmišljamo o sebi, seveda moramo biti sposobni zavestnega mišljenja. Pri tem je bistvenega pomena to, da lahko sebe vzamemo kot objekt razmišljanja, tako kot karkoli drugega. Skratka, zavestno mišljenje, bi rekla, je ena taka zelo ogromna evolucijska prednost človeka, ki mu omogoča, da izstopi iz sedanjega trenutka, da izstopi iz sebe, da sebe pogleda od zunaj kot objekt. Omogoča introspekcijo, omogoča oblikovanje samopodobe, torej če vzamemo sebe kot za objekt razmišljanja, potem v bistvu nas zanima vsebina samopodobe, torej kaj si mi mislimo o sebi. Zdaj to, da lahko izstopimo iz sedanjega trenutka, da lahko delamo plane, da razmišljamo o svoji preteklosti, o svoji prihodnosti, nam omogoča, da nadziramo lastno vedenje, torej v smislu, da naše vedenje ni avtomatsko, samodejno kot reakcija na neke zunanje dražljaje, ampak da lahko si namerimo, določimo cilj, si odločimo, na kakšen način se bomo vedeli, in na ta način pač bolj verjetno pridemo do zaželenega cilja. Zdaj, verjetno, no, ali pa bi rekla dejansko pa zmeraj bolj prevladuje mnenje, da se je zavestno mišljenje, samozavedanje v bistvu razvilo kot adaptacija na izziv sodelovanja oziroma dobrega funkcioniranja v skupini.
Torej to, da se zavedamo, da lahko sebe vzamemo kot predmet razmišljanja, ima ogromno prednost za uspešno funkcioniranje v skupini. No, ampak to ni moja tema, ne, torej odnos do drugih bom prepustila drugim. Zdaj, ko razmišljamo o sebi, ne, se nekateri posamezniki strašansko veliko ukvarjajo s seboj, tako obsesivno premlevajo svoje misli, svoja pretekla dejanja ali pa prihodnja dejanja, skratka, vsako priliko porabijo za to, da obrnejo pozornost nase in razmišljajo o sebi, in po drugi strani imamo seveda posameznike z nekim večjim pomanjkanjem vpogleda vase, kjer se v bistvu dostikrat niti ne zavedajo, zakaj so kaj naredili, se za nazaj sprašujejo, zakaj sem pa to naredil, to sem pa čisto impulzivno naredil, skratka, precej manj razmišljajo o sebi. No, zdaj pač jasno je, da je večina nas nekje vmes med tema dvema skrajnostima. Zdaj, zakaj je pomembno razmišljati o tem, kako pogosto razmišljamo o sebi, oziroma kakšne so posledice pogostega razmišljanja o sebi. Vsekakor lahko rečemo, da posamezniki, ki več razmišljajo o sebi, se bolje poznajo. Imajo več informacij o sebi, imajo bolj jasno samopodobo, bolj jasno strukturo samopodobe, vejo, kako bojo odreagirali, bolj lahko napovedujejo svoje vedenje. No, ampak če pogledamo, zdaj najprej mogoče vsebino samopodobe, torej kaj sploh je samopodoba. Zdaj, samopodobo bomo zelo na kratko v bistvu se z njo ukvarjali. Bolj nas bo zanimali motivi, ki vplivajo na to, kakšna je vsebina te samopodobe. No, ampak za začetek vseeno lahko rečemo, da je samopodoba celota vseh informacij, ki jih imamo v sebi. In dejstvo je, da imamo zelo veliko informacij v sebi, v bistvu vsak trenutek, ko smo budni, imamo sebe s seboj, skratka v povezavi s sabo, v kakršnikoli že situaciji imamo ogromno nekih informacij, nekatere so bolj centralne kot druge. Gre pa za tako kompleksno strukturo, da pač raziskovalci v bistvu nikoli ne morejo samopodobe tako kot celote proučevati, vedno gre nekako po delčkih, da z enega konca se lotijo zadev. Zdaj lahko pač govorimo recimo o jazu, vidikih samopodobe v nekih konkretnih, specifičnih situacijah. Jaz recimo v čisto konkretni situaciji, ko je bila, ne vem, no to je zdaj že res malo čuden primer, da ste bili na neki zabavi, kjer ste spoznali nove ljudi, ampak ja, na splošno pač lahko imate podobo v sebi, koliko se veselite spoznavanja recimo novih ljudi. In to gre lahko za zelo posplošeno sodbo, lahko gre pa za čisto konkretne epizodne spomine na take situacije. Dejstvo je, da pač te posplošene sodbe se potegnejo ven oziroma jih posplošimo na podlagi nekih specifičnih izkušenj. Zdaj, lahko gledamo tudi vsebinske, specifične samodefinicije, nas lahko zanimajo pri samopodobi.
To pomeni, ne, da lahko proučujemo sebe kot, ali pa nas zanima posameznik v neki socialni vlogi kot recimo otrok, kot sin, kot hči, pa kot mati, kot študentka, kot ženska, kot športnica, ne, in gledamo, ne, recimo skladnost med temi vidiki ali pa konkretne vsebinske značilnosti posameznih socialnih vlog. Lahko nas zanima časovna dimenzija, lahko pač nas zanima jaz v sedanjosti, torej kakšno predstavo imamo o sebi sedaj, glede svojih osebnostnih lastnosti, sposobnosti, zunanjega videza. Po drugi strani, ne, v samo podobo spadajo dejansko vse pretekle izkušnje, torej kakšni smo bili kot otrok, kakšni smo bili v osnovni šoli, pa tudi, ne, kakšni bomo čez 10 let, čez 20 let, čez 30 let, ne. Če razmišljamo o sebi na tem področju, torej če veliko razmišljamo o sebi, kako bo čez 10 let, ne, potem imamo veliko informacij tudi glede tega, ne, in si lahko hitro predstavljamo, kakšni po vsej verjetnosti bomo. No, ampak, ne, tukaj, ko govorimo o prihodnosti, je jasno, se lahko skombiniramo še z realiziranostjo vseh teh misli o sebi, ne, torej lahko govorimo o aktualnem jazu, ki dejansko obstaja, in o želenih jazih ali pa neželenih jazih, mogočih jazih. Torej, kaj definitivno ne želim čez 10 let delati, ali pa kaj si res želim delati, pa v bistvu nobenemu to sploh ne povem, ker je to pač nekaj najbolj skrivnega. Skratka, ta realiziranost, ne, tudi močno vpliva, ali pa te želeni in neželeni jazi v prihodnosti močno vplivajo na naše vedenje vnaprej, ker funkcionirajo kot cilji, proti katerim usmerjamo svoje vedenje. No, potem pa še ta medosebni vidik. Torej, dejstvo je, ne, da pač človek ni otok in da tudi predstave, ki jih ima v sebi, in pač samopodoba vključuje pomembne druge. To pomeni, da imamo predstavo oziroma si lahko predstavljamo, kaj si naš bližnji misli o sebi, kaj naš bližnji želi, kakšni da bi bili, kaj nikakor ne mara pri nas, kaj si želi za naprej, ne, in to pač za nekaj bližnjih, ne. Skratka, zadeve se zakomplicirajo, potem pa še dodatno lahko upoštevamo, ne vem, ta kulturni kontekst, kjer so vključenost pomembnih drugih proučeval, ne, da v bistvu v kolektivističnih kulturah recimo so pomembni drugi precej bolj verjetno del posameznikove podobe o sebi, kot pa v individualističnih kulturah, in je tudi poudarek recimo na drugih osebnostnih lastnostih v kolektivističnih kulturah, torej na lastnostih, ki omogočajo pozitivne medosebne odnose, v primerjavi z individualističnimi kulturami, kjer vsebina samopodobe bolj verjetno vključuje neke atribute, ki se nanašajo na posameznikovo agentnost, enkratnost, originalnost in podobno. Zdaj, ja, če pomislimo, ne, se v samopodobo nalagajo informacije o nas samih že odkar pač se zavedamo.
To vključuje najbolj zgodne spomine, pa mogoče niti ne s konkretne spomine, ampak na podlagi nekih konkretnih izkušenj, spominov na te izkušnje, oblikujemo neke posplošene sodbe v sebi. Sana je recimo govorila o navezanosti, ki definira v bistvu naš pogled na bližnje, ali so vredni zaupanja ali ne, ali se jim bomo izogibali ali ne. Po drugi strani pa tudi oblikujejo to, kaj si mi mislimo o sebi. Zdaj pa, a so te informacije točne? Torej, to, kar je vključeno v samo podobo, to, kar si otrok predstavlja oziroma pač vključi, zazna, koliko je to točno. Ali pa če pogledamo otrok, koliko so naše predstave o nas samih točne. Zdaj to lahko recimo primerjamo tako, da ne vem, da posameznik pove zase, kaj misli, kakšen da je, pa vprašamo njegove bližnje, če se strinjajo, da je posameznik recimo družaben ali pa ni družaben. Imamo tudi varianto, da pač posameznika vprašamo, koliko, ne vem, recimo, koliko je misli, da je inteligenten, in potem mu damo še za izpolnjen test inteligentnosti, pa gledamo skladnost, pa vidimo, a je ta samopodoba točna. Zdaj vidimo, drugače te raziskave kažejo, da je samopodoba bolj tako, odvisen, kakšen kriterij vzamete, ampak recimo korelacija med objektivnimi vedenjskimi merami pa samoocenami je tam nekje 0,30. To pomeni, da jaz bi rekla, da ni prav zelo točna. Zdaj pa zakaj ni točna? Ali so to slučajne napake procesiranja, recimo, da ne vem, pri otrocih je to bolj možno, kjer pač ni nekega matematičnega logičnega mišljenja in pride večkrat do napak pri posploševanju, bolj se vtisnejo stvari, ki so pod vplivom čustev. Lahko pride čisto slučajno do napake, recimo, ne vem, kako dobri ste kot vozniki avtov. Če bi se sami sebe ocenili, pa recimo, da se ocenite, da ste zelo dobri vozniki, ta ocena je lahko pač po slučaju, pride do napake, zaradi tega, ker se primerjate s svojimi bližnji in slučajno vaši bližnji recimo bolj malo vozijo. In potem pač imajo manj izkušenj in potem malo slabše vozijo in se vi ocenite, kot da nadpovprečno dobro vozite. Ampak gre za neko slučajno napako. Zdaj zanima pa nas, a mogoče obstajajo tudi sistematične napake. To pomeni, da konsistentno, izkrivljeno procesiramo informacije v smeri nekih zaželenih izidov. No, in te konsistentne napake, ki se pojavljajo zaradi teženj, nas zanimajo zdaj naprej. Pri čemer tukaj nas ne zanima, da recimo hočemo delati dober vtis na druge, gre za to, kakšen vtis delamo nase. Torej, kakšen odnos imamo dejansko do sebe. No, in tukaj pride ena izmed najmočnejših teženj, ki vpliva na vsebino samopodobe, težnja po pozitivnosti. Torej, težnja po pozitivni samopodobi. Gre za pač nerealistično pozitivna prepričanja o sebi. Zdaj recimo, če bi se, ne vem, če se pogledate v ogledalo, kaj bi zase rekli,
a ste nadpovprečni ali podpovprečno privlačni. Ali pa če razmišljate o inteligentnosti, tako če se primerjate z isto starimi istega spola, a ste nadpovprečno inteligentni ali podpovprečno inteligentni. No, bomo videli, ne, da vsi izkrivljamo te informacije v sebi v rahlo pozitivno smer. Mi imamo celo vrsto nekih mehanizmov, da to lahko vzdržujemo. Tako da recimo bolj si zapomnimo informacije, ki so pozitivne v povezavi z nami. To pomeni, recimo, so delali raziskavo, kjer so udeleženci neke teste reševali, dobili povratne informacije in v bistvu so dobili negativno povratno informacijo in tudi slišali, da je sosed dobil negativno informacijo, povratno informacijo, no in čez nekaj časa so jih spraševali, ne, kakšni so bili rezultati in zase so se precej slabše zapomnili kot recimo za soseda. Ravno obratno je seveda bilo, če so dobili pozitivno povratno informacijo, so si bolj verjetno zapomnili. Delamo enako z razlaganjem, z atribucijo, torej ko razlagamo vzroke nekih dogodkov. Če so pozitivni, jih bolj verjetno recimo pripišemo sebi in svojim stalnim značilnostim. Recimo, ne vem, primer je recimo lahko, da se srečate z dvema nepoznanima človekoma, ne, in v bistvu rata prav neprijetna tišina, ker noben nič ne reče in se zadeva ne razvije po pričakovanju, ne, in naknadno pač to pripišete drugim dvema čudni situaciji, slučaju, ne pa recimo svoji manjši kompetentnosti za vzpostavljanje novih stikov, recimo. No, pač če nam grozi, da bomo izpadli kot slabši, potem se raje ne primerjamo z drugimi. Če se že primerjamo, pa kakšne zadeve, slabše zadeve prikazujemo kot take, ki so značilne za večino ljudi. Če je pa kakšna dobra naša stvar, se potrudimo, da to prikažemo kot nekaj nadpovprečnega. Skratka, veliko si damo opravka, da v bistvu sprocesiramo informacije na ta način, da imamo malo bolj pozitivno mnenje o sebi, kot pa bi rekla od resnice, kot je v resnici. Zdaj, raziskave, kar se tiče medkulturnih razlik, kažejo, da mogoče najprej izgledalo, kot da je to, kot da se ta težnja po pozitivni samopodobi pojavlja samo v individualističnih kulturah, no pa se je s časoma vseeno več raziskav naredili in videli, ne, da je mogoče edino pri kolektivističnih kulturah malo bolje zapakirana, pa nanaša se na druge lastnosti. Skratka, bolj izkrivljajo lastnosti v povezavi v kolektivističnih kulturah, izkrivljajo lastnosti, ki so vezane na vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov, v individualističnih kulturah pa bolj izkrivljamo v pozitivno smer informacije o sebi, ki se nanašajo na posameznikovo kompetentnost, enkratnost, izjemnost. Zdaj, kar se tiče to, ne, težnje biti boljši od povprečja, recimo, no, imam tukajle primer.
Kako bi ocenili svoje vozniške sposobnosti glede na druge Slovence istega spola in starosti? Pa se lahko pri sebi ocenite. To je pač najbolj direkten način merjenja. Vse te različne načine so pač uporabljali, so delali metaanalizo, pa različne raziskave, da so videli, če način merjenja recimo te težnje, oziroma tega efekta, kaj vpliva na rezultate. Tole je druga opcija, da pač vi najprej ocenite sebe, kako bi ocenili svoje vozniške sposobnosti, potem pa še, kako bi ocenili sposobnosti povprečnega Slovenca in se potem pač primerjava naredi med tema dvema oziroma se odšteje, da se dobi razlika od povprečja. Ok, imate možnost, da imate da direktno, da je tipološki pristop in da imate prisilno izbiro, da se lahko ocenite sam pod povprečjem pa nad povprečjem. Tukaj so največja izkrivljanja, tukaj recimo raziskava je pokazala, sicer ne na Slovencih, ampak na Američanih, da je 90% Američanov rekli, da so njihove vozniške sposobnosti, tukaj napaka, svoje vozniške sposobnosti nad povprečjem. No, evo, lahko pa po procentih tudi se ocenite, ampak ja, no, recimo tele vozniške sposobnosti so kar zanimive, ker jih vsak res precej visoko ceni pri sebi. Zdaj, najmanj izkrivljanja je, če se ocenjuje pri procentih. No, tole s procenti. Tole so rezultati 500 udeležencev, študentov prvih letnikov ali pa dijakov četrtih letnikov. In ja, ocenjevali so se pač na lestvici od 0 do 100 in tole prikazuje delež oseb, za katere udeleženci menijo, da imajo slabše sposobnosti, slabše ali enake sposobnosti kot oni sami. In če bi se vsi točno ocenili, bi bilo povprečje 50. No, pa vidimo, da niti pri umetniških sposobnostih, za katere bi jaz rekla, da dejansko je nekaj, kar vsi pojmujemo kot bolj ne prisotno pri vsakem, bolj redka zadeva, tudi pri umetniških sposobnostih v povprečju ljudje menijo, da so boljši od večine, da seveda ne govorimo o zdravi pameti, ki je jasno tako visoka zaradi tega, ker ni nekih jasnih kriterijev, zdaj kaj naj bi to pomenilo, oziroma drugače rečeno, zdrava pamet je namerno tukaj vključena, zato ker ima vsak svoj, bi rekla, svojo definicijo, kaj je zdrava pamet. No, glede te boljšega od povprečja, je bila narejena metaanaliza, skoraj 1 milijon udeležencev je bilo vključenih in dejansko so ugotovili, da kadar ni nekih jasnih kriterijev primerjave, je ta težnja bolj močno prisotna. Bolj močno je prisotna recimo tudi, kjer ni tako jasni, niso dosežki, recimo višja je pri osebnostnih lastnostih kot pri sposobnostih. Potem ta težnja konkretno, da smo boljši ali pa efektno konstrukt, da smo boljši od drugih, je močnejša za lastnosti, ki so nam osebno bolj pomembne.
Torej, recimo, če nam je zelo pomembno, da je oseba, da smo prijazni, ne, se bolj verjetno izkrivljamo na tem področju. Če nam je zelo pomembna, ne vem, da smo pametni ali pa da smo odprti, bomo bolj izkrivljali na tistih področjih in na splošno, no, je večje izkrivljanje ali pa ocene so višje, kadar gre za lastnosti, ki so na splošno v družbi bolj cenjene. To sem rekla, recimo, da je razlika med kolektivističnimi in individualističnimi kulturami. Pričemer to ne gre samo za pozo, ne, za to, da se delamo boljše pred drugimi. Zaradi tega so delali tudi raziskave, da so mogli denar dati, staviti denar, da so nadpovprečni, ne, in so bili pripravljeni ljudje dati denar, kar pomeni, da so dejansko bili prepričani v to, da so boljši od drugih. Skratka, no, lahko rečemo, ne, da večina izmed nas na pomembnih področjih, če ne že kar na vseh, ne, ker recimo, če smo videli, da tudi pri umetniških sposobnostih, ki se mi zdi, no, saj niso za vse tako pomembna, da menimo, da smo nad povprečjem. Ok, zdaj pa, a je to dobro? A je boljše, da menimo, da smo nadpovprečni? Zdaj tako, ne, če pomislimo, da smo v nečem dobri, potem je bolj verjetno, da se bomo tistega lotili in da se bomo tistega aktivno lotili, kot pa če mislimo, da smo v nečem slabi. Ne vem, recimo, greste na bowling in pač ste bili že parkrat prej, ne, pa pač ni nujno, da vam do konca pač kugla pride, ne, naravnost, ni nujno, da kaj podrete, ne, in si lahko predstavljate, koliko boste zainteresirani in zagnani, da boste pač metali, ne, v primerjavi z nekom, ki je zelo dober. Zdaj tako, jaz tole govorim kot povprečje. Jasno je, da seveda je polno področij, na katerih smo slabi in se posebej usmerimo na to, da jih izboljšamo, ampak jaz govorim v bistvu o najbolj splošni tendenci, kako delamo na večini področij, ne pa na vseh. Skratka, to, da malo izkrivljeno gledamo na svoje značilnosti, je dober v tem smislu, da smo potem bolj zainteresirani se nečesa lotiti, bolj smo prepričani v pozitivne izide in zato bomo sploh vložili trud, ker sicer, ne, če bi mislili, da smo itak slabi, da nam ne bo ratalo, zakaj bi se potem trudili, ne? Tako da iz tega vidika je nekako smiselno in ja, metaanalize na splošno pač kažejo pozitivno povezanost tega efekta ali pa težnje po pozitivni samopodobi z samooceno zadovoljstva z življenjem, s pozitivnimi čustvi, negativno z depresivnostjo. Skratka, depresivni posamezniki v resnici precej bolj točno sebe ocenjujejo kot recimo nedepresivni posamezniki in v tem smislu je pač dobro, da malo izkrivljamo v pozitivno smer. Zdaj je pa treba nekaj povedati, ne, da tukaj govorimo o indikatorjih subjektivnega blagostanja v smislu lastnega zadovoljstva. Če pa gremo gledati poročanja strani drugih, pa mere medosebne prilagojenosti, so pa rezultati malo drugačni. Še vedno recimo
osebe, ki sebe precenjujejo, jih drugi pozitivno ocenijo, če jih ne poznajo dalj časa. Ta efekt pa se izgubi, ko posamezniki s tako osebo, ki sebe precenjujejo, skupaj delajo. No, zdaj, skrajni primer, ne, je pač narcisizem, ko so izkrivljanja tako močna, da pač to močno prizadene medosebne odnose, sicer ne v prvem trenutku. Narcisistični posamezniki naredijo v prvem trenutku zelo dober vtis, zadeve se pa zakomplicirajo pač kasneje. Torej, ne, imamo problem, če pretirano izkrivljamo samopodobo, predvsem zaradi medosebnih odnosov. Zdaj, jaz sem prej govorila, ne, o rahlem izkrivljanju, ne, ker če pač ne preveč izkrivljamo, imamo probleme s postavljanjem ciljev. Postavljamo si napačne cilje, ki jih ne uspemo doseči, in smo nezadovoljni, slabše mnenje imamo o sebi, skratka, ne, se zadeve poderejo. Tudi če imamo izkrivljeno podobo o sebi, koliko smo boljši, v resnici imamo manj potrebe, da bi napredovali, ne. No, kot sem rekla, pa pač največji problem tega izkrivljanja so medosebni odnosi, slabša kvaliteta, odtujenost. In ja, ne, v bistvu lahko govorimo o težnji, ki je ravno nasprotna težnji po pozitivni samopodobi, ko gre v bistvu za to, da želimo razumeti sebe takšne, kot smo v resnici. Tudi ta težnja je bila čisto empirično prisotna, recimo, da iščemo informacije, ki so informativne za nas, ne glede na to, ali bojo pozitivne ali negativne. Tudi tekom zgodovine, ne, lahko rečemo, da je človeštvo bilo močno zainteresirano spoznavati sebe, pa magari preko oblike lobanje, ne, da bi ugotovili, kakšni so. Skratka, to težnjo nekako čutimo kot dolžnost, ne, da sicer si želimo verjeti, da smo strašno popularni, pa v resnici ne smemo, se moramo potruditi pa razmisliti, a je to res ali ni res, ne. Zdaj, imamo še, ne, težnje, imamo še dve težnji, ki se v bistvu bolj nanašata pa na to, na časovno stabilnost samopodobe. Torej, težnjo po osebnostni rasti pač poznamo. Gre za izboljšanje svojih lastnosti, dejansko izboljšanje lastnosti. Tukaj nas ne zanima sama pozitivnost, ampak razvoj, pravi napredek, ne. Torej, ni težnja po tem, da bi nekako izpadali čim bolje, pa bili pozitivni, ampak da se razvijamo, v ta namen recimo se primerjamo z drugimi. Tej težnji nasproti pa deluje težnja po potrjevanju samopodobe. Namreč ta težnja, ne, mogoče se jo ne prepozna toliko kot težnja po pozitivni samopodobi, ampak v eksperimentih je bila dostikrat močnejša. V bistvu gre za to, da so nove informacije, ki prihajajo do nas, o nas, skladne s tem, kar si mi mislimo o sebi. Če je to skladno, potem smo pomirjeni, imamo občutek varnosti, vemo, kako zadeve funkcionirajo, vemo, kako napovedovati lastno vedenje, kakšni rezultati bodo, tako da je zelo velikokrat pač
prevlada nad težnjo po pozitivni samopodobi. V bistvu iste zadeve funkcionirajo, iste, bi rekla, mehanizme uporabljamo, samo v drugo smer, zato da bi pač potrdili že obstoječo samopodobo. Tako da recimo primer je, ne, da se ta težnja pojavlja tudi pri negativnih lastnostih. Skratka, če smo mi prepričani, ne, da smo recimo po naravi pač nekompetentni, recimo osamljeni posamezniki so taki, da pač menijo o sebi, da niso kompetentni, potem bodo situacijo, kot sem jo prej omenila, ne, pač spoznavanje dveh novih ljudi, pripisovali sebi, da imajo probleme, da so sebi v tem smislu, ne, da gre za notranjo atribucijo, za neke stalne lastnosti in s tem pač povratna informacija, torej neuspeh v komunikaciji, potrdi njihovo prepričanje, ne, ker konec koncev, če bi ta recimo težnja po pozitivni samopodobi bila tako močna, potem pač ne bi bilo nekih psihičnih problemov, ker bi vse šlo v sebi povozila, ne, ta težnja in bi sebe smatrali kot pozitivne, ne, ampak pač zadeve ne funkcionirajo tako. No, če pogledamo, ne, takole. Tole je en vprašalnik, ne, kaj radi slišite? A to, da ste pomembni? Ali hočete resnico o sebi? Ali da zveste, da imate prav, kar ste si vi mislili o sebi, oziroma da želite nadzorovati, napredovati, no, so pač tele težnje, 4, ki se pojavljajo. Zdaj ne bom rekla, da so edine, ne bom rekla, da se vsi avtorji strinjajo, da so točno te, ne, ampak vsekakor v tej smeri se raziskuje. Zdaj bi mogla dati še neke napotke verjetno za konec, ne, kako zdaj delati s temi težnjami, kako jih krotiti, oziroma ne vem, krotiti, mogoče uravnavati, zaradi tega, ker verjetno težnjo po samospoznavanju osebnosti rasti načeloma ni treba krotiti, ampak mogoče celo spodbujati, sploh težnjo po samospoznavanju. Ostali dve pa morda res bolj v smeri krotenja. Zdaj, čuječnost, ne, jaz ne bi razlagala o čuječnosti, gre za tehniko, ki se je pokazala kot zelo učinkovita pri utišanju jaza ali pa pri utišanju te pozitivne samopodobe. Dobro, jaz sem vam hotela še pokazati eno raziskavo, ki to ne kaže, ampak kaže, da če se pretirano ukvarjate sami s sabo, da v resnici ta občutek več vrednosti v resnici še namnoži, ne. Ampak dajmo zaključiti, no, z modrostjo. Namreč ne, bi rekla, da je ena izmed pomembnih komponent modrosti ravno to. Procesiranje informacij čim manj izkrivljeno, ne, torej, da pač posameznik doseže modrost. Okej, posameznik doseže modrost preko življenjskih izkušenj. Torej, žal je treba pač predvsem negativne izkušnje, ampak bistvenega pomena je seveda ne samo, da jih doživite, ampak na kakšen način jih sprocesirate. In ta transformacija izkušenj pač omogoča posamezniku
bi rekla, moder pogled na življenje oziroma neko napredno razumevanje življenja in pač, ne vem, zdaj razmišljam, kako na hitro zaključiti z enim stavkom, ne. Jaz bi rekla, ti spoznaj samega sebe, torej gre za eno izmed teh štirih, ne, potrebo po samospoznavanju, ki je dostikrat utišana z ostalimi potrebami, no, ampak se mi zdi, da če ima posameznik, če predvsem goji in spodbuja to potrebo, ne, je na dobri poti k modrosti. Evo, bi zaključila. Najlepša hvala za tole zanimivo predavanje. Zdaj bi pa mogoče postavili par vprašanj, ki so prišla iz publike. Se mi zdi, da ste na katera potem že tekom predavanja deloma odgovorili, pa bi vseeno šla kar po vrsti, glede na to, na vprašanja tista, ki so bila najbolj popularna, no. Prvo vprašanje je bilo, na kakšen način se v bistvu povezuje nek pretiran pogled vase z anksioznostjo specifično in ali je bolj verjetno, da je pretiran pogled vase povezan z dobro ali slabo samopodobo. To ste že malo nekako nakazali, pa mogoče še kakšna beseda o tem? Ja, glede vpogleda, no, pač tole sem preskočila, ampak mogoče, no, je zanimivo za to vprašanje. Namreč nekako bi lahko to anksioznost, ne, semle noter dal, ne, torej vpogled vase je pomemben, vendar je bistvenega pomena, kakšno je sprejemanje tega. Torej, če gre za razmišljanje o sebi, ki je motivirano s tem, da nekaj spremenite, da izpadete boljši, potem pač padete sem noter, kjer je nizko sprejemanje teh, bi rekla, svojih občutij in v ozadju strašno močna težnja po vrednotenju, ne, torej po pozitivnem vrednotenju, in žal pač, ko se vrtite okoli tega, ruminirate, ne, potem kljub temu, da si strašno želite biti pozitivni, ne, vedno padete sem spodaj k nizkemu sprejemanju. Tako da ja, v redu je, da se zavedate, da razmišljate o sebi, vendar zaradi radovednosti, da se spoznate, ne pa da karkoli spremenite. To mislim, da sem prvi del odgovorila, ali sem, no, v bistvu v povezavi z anksioznostjo, ne, pač in depresivnost je, oboje je problematično s pretiranega razmišljanja o sebi, ne, ves čas se razmišlja, vendar obsesivno razmišlja in to z namenom nekaj spremeniti, ne, kar pomeni, ne, da padete sem, ko ne sprejemate sebe, svojih značilnosti, ne, in zadeve potem nikoli ne uspete razrešiti, ne. Dobro, hvala za odgovor. Imamo čas še mogoče za eno vprašanje, in sicer kakšna je točnost samopodobe med partnerjema? Po mojem je bilo tu mišljeno, koliko točno partnerja zaznavata to samopodobo oziroma Ja, dobro vprašanje. Zdaj, bistvena zadeva je, koliko časa sta partnerja skupaj oziroma ali sta zaljubljena, ne. Tako da pustimo, ne, pač v fazi zaljubljenosti je dejstvo, ne, da je zaznava drugega močno obremenjena s svojimi ideali, dokler nimate veliko povratnih informacij, konkretnega vedenja, lahko te ideali pač vztrajajo. So pa delali recimo raziskave partnerjev, ki so bili po 30 let skupaj, in je bila zaznava oziroma skladnost med njima oziroma poznavanje drug drugega v bistvu zelo visoka. Dobro. Hvala za odgovore, tako da
Zdaj, to je to z naše strani in najlepša hvala za predavanje. Hvala vam.